Žiga Jeglič, najboljši igralec tekme. Žiga, lahko bi rekli, da še ena lepa tekma, vsaj za moj okus, najboljša vaša predstava na tem prvenstvu, ampak na koncu isto. Ja, res kar težko je zdaj govoriti po teh 5 porazih. Zdaj, jaz mislim, da smo vse tekme razen proti Švicarjem odigrali na dobrem nivoju, imeli priložnosti, vsako tekmo bili zraven, če ne celo boljši. Ampak točk nekako ni, rezultatsko je slabo in na koncu ne moramo biti s tem zadovoljni. Se mi zdi, da vse, kakor nam je šlo prej dobro v Vojensu, nam je šlo zdaj slabo, se nam zdaj ne poklopi in v tem je nekako, tu je razlog za naš neuspeh. Take tekme, to je zahtevno tekmovanje, to smo vedeli doslej, lahko bi rekli, v prvih 4 tekmah niste igrali s tako slavnimi igralci kot danes. Danes pa se je videlo enostavno, ko so oni imeli igralca več na ledu, kako so hitro postavili stvari. To so igralci iz NHL-a s polno izkušnjami. Ja, seveda, oni so odlično odigrali danes powerplay. Tudi mi mogoče nismo bili čisto pravi v igri z igralcem manj, boljš moramo nekako zapirati prostor pred našim vratarjem in ne dovolj teh lahkih zadetkov. Malo je bilo tudi nesreče tam pri 3. zadetku, ko ga je, mislim, da ta mečkan spremenil, tako da, ampak ja, nekako moramo dati glave gor, ne smemo se zdaj predati in 2 tekmi sta še do konca, poskušamo zmagati eno od njih. Če se sedaj nekako spustiva v to, da se nekako stopnjujejo nasprotniki, Češka je za vami, sedaj pa domačin, skoraj da polna dvorana najbrž, in pa potem še Kanada, ki je tu izjemno dobro začela prvenstvo. Ja, res bo, se mi zdi, da igramo samo še skozi težje tekme. Tu nas čaka Švedska, ki je, mislim, da za Kanado najboljša ekipa v tej skupini in sigurno bo težko, oni se bodo spočiti, danes niso imeli tekme, tako da moramo nekako jutri poskušati zapirati dobro našo srednjo tretjino, oziroma srednjo tretjino in našo tretjino, da ne naberijo tiste hitrosti, po kateri so znani in da ne pridejo do hitrosti in posledično do zadetkov, tako da nekako moramo biti zelo, tako rečeno, tight v obrambi in poskušati zadevati zadetke iz protinapadov ali pa po naših izdelanih akcijah, kar pa vemo, da znamo, tako da, ampak vse se začne jutri, moramo predvsem začeti dobro, tako da bi mogoče oni postali nervozen, ne dovolj hitrega njihovega zadetka in stvar je potem odprta. Je že težko držati red v glavi, kajti vsaj za moj okus se je po 5 porazih, 4, 3 najhujše pripraviti znova v glavi, da zmoreš, da gre, pa vendarle na koncu ne gre. Ta psihološka priprava, trdnost. Ja, sigurno je zdaj težko, sploh zaradi tega, ker si tekme sledijo tako hitro. Vsak dan skoraj je tekma, na 2 dni smo potem prosti in takrat se je mogoče malo lažje spočiti in odmisliti se to. Tako da danes moramo že kar zdaj nekako pozabiti na to, odmisliti cel ta hokej in iti jutri na novo tekmo, poskušati na novo zmago in le to nas mora držati po konci, le to moramo imeti v glavah, kajti, kot sem že rekel, ni predaje, če se zdaj predamo, potem nismo nič naredili in moramo poskušati in upam, da nam bo uspelo. Odmislite vsaj za kakšen trenutek, sekundo, uro, noč, ta hokej in uživajte, dobro opravite tudi jutri. Ja, hvala lepa in upamo.